naš muzej oziroma naš Posavski muzej Brežice. Mi smo tisti, ki moramo oziroma smo zadolženi in z veseljem to tudi počnemo za našo nesnovno dediščino, da jo raziskujemo, da jo prepoznamo in da jo skupaj z vami potem tudi tako nekako upišemo, vrednotimo, da dobi tudi ta status, da je upisana v register nesnovne dediščine v Republiki Sloveniji, to, kar potem na tem državnem nivoju počne naš Slovenski etnografski muzej. Torej, ta 10.10. leta 2020, tako zanimiv datum, ta sobota, je tisti trenutek, ko smo združili ta dva orkestra, ko smo veseli, da jih lahko gostimo na tem našem grajskem dvorišču. Najverjetneje je to tudi zadnja prireditev, tako pod šotorom zvečer, ker počasi nas bo že zeblo, ampak danes nas ne bo, ker bomo uživali v odlični glasbi dveh orkestrov. Ampak, kot sem rekla, najprej pa so z nami člani in članice Gasilskega pihalnega orkestra Loče pri Dobovi. Pred 100 leti, v začetku februarja, v času, ko je bil tako zelo podoben čas, dosajala španska gripa, imamo kar nekaj poročil o mrtvih zaradi križe, zaradi različnih bolezni. To je bilo nekako dobro leto, pa še malo po koncu Prve svetovne vojne, 11. novembra 1918. Se namreč zaključi Prva svetovna vojna in v naših krajih ni bilo nič boljše kot kje drugje. Ljudje so bili izmučeni, lačni, velikokrat bolni in na različne načine so si služili kruh. In tam ob Savi so si služili tudi z lovljenjem kol. Na to večinoma ste domači, pa veste, ne? Ko mi to razlagamo nekaterim ljudem drugod, se jim zdi ta zgodba resnično neverjetna. Ljudje, ki so se pa s tem ukvarjali, pa izjemno pogumni. Kajti Sava je velika reka, Sava je bila nevarna reka in vsta kolen, vsta premog, ki so ga nabrali, je bil nabran z veliko poguma, z veliko znanja, z veliko veščin. In ta denar, ki so ga te mladi fantje pridobili, z njim so si kupili prve inštrumente. To je ena taka, danes se nam zdi romantična zgodba, ne, ker seveda se nam zdi skoraj da neverjetna. Ne. Težko prislužen denar so dali za to, da jim bo njihov praznik vsakdanjik lepši. In to je bil ta prvi vzgib, to je bila ta prva točka, iz katere je zrasla ta odlična godba, ta odlični pihalni orkester, ki je v teh 100 letih premagal številne ovire, bil vse posod po svetu, predstavljal svoj kraj, občino Brežice, na različnih krajih Evrope, bližnje, daljne in seveda se ves čas tudi z velikimi uspehi vračal domov. Vodili so ga različni, ampak danes in sedaj ga pa vodi Anita Kiralj, pa jo kar vabim na oder. Bom pa prej še povedala, kaj bo igrali, da ne bom potem še to motila. Se pravi program, Dobovska koračnica, Čakala bom, You Really Got Me, potem je pa Rimbalzelo, kjer bosta dva solista, Damjan Kežman na pozavni in Damjan Škaler s trobento, potem je Guantanamera in za njo Adjemis, kjer bo blirirala flautistka Tina Bogovič, ki bo solistka tudi pri zadnji skladbi, Tio Makao, zraven nje pa še Vid Furlan, Marko Rudman in Damjan Škaler, ki so si odlični trobentači. Torej, Gasilski pihalni orkester Loče pri Dobovi, njihovih 100 let in njihova odlična dirigentka Anita Kiralj.
Najlepša hvala. Jaz sem zelo uživala, upam, da ste tudi vi, da ste dobili to odlično energijo, ki so z nami delili člani in članice Gasilskega pihalnega orkestra Loče pri Dobovi in njihova dirigentka Anita Kiral. Še en aplavz, med tem aplavzom pa pridejo na oder tudi naši godbeniki s kapel. Tam leta 1850 oziroma okoli leta 1848 čas pomladi narodov, ponovno eno tako burno obdobje, ki je prineslo številne spremembe v naše kraje. In med različnimi spremembami je bila tudi ta, da so prihajali domov iz vojaških služb mladi fantje, ki so se v vojski naučili marsikaterih stvari, med njimi naprimer tudi igranja na inštrumente. Eden izmed teh je bil Johan Ivan Požar, ki je prišel seveda domov v kapele oziroma v tiste kraje in počasi ustanovil godbo. Godbo, ki igra že od leta 1850, 170 let. Zelo malo je takšnih društev, je takšnih ustanov, je takšnih družb na Slovenskem, ki se lahko ponašajo s tako dolgo tradicijo in naši kapelci so med njimi. Ne vemo natančno, to se zdaj najpomembnejše bi bilo, da bi vedeli, katera najstarejša godba je to na Slovenskem, tega še ne vemo, ampak ves čas raziskujemo, ves čas iščemo nove podatke in med novejšimi je tudi naslednja, ta, ki se nam zdi tako zelo zanimiva in lepa in tudi primerna za ta večer, ki ga te obe godbi preživljata v Brežicah, se pravi, nista to brežiški godbi, sta godbi, ki radi prideč v Brežice in sta seveda tudi brežiški godbi, ampak vseeno, se pravi, leta 1878 je bilo 17.11., se pravi 17. novembra, poroča slovenski narod dopisi iz Brežic. Tako so zapisali. Zmagovalno se domov vračajočega 47. rezervnega polka, ki je skupaj z drugimi avstro-ogrskimi polki sodeloval pri zasedbi Bosne in Hercegovine, so z ubranimi glasovi godbe iz kapel blizu Brežic pričakali meščani Brežičani. To se pravi, godbo kapelsko so leta 1878 že najeli prav za to priložnost, bogato so pa postregli tudi vojakom. In sicer so od 8. ure zvečer do 1. ure zjutraj na njihov povratek bojišč čakali s 15 vedri domačega vina, za 2000 smotkami raznih vrst, se pravi, to, kar zdaj preganjamo, cigaret, zvitkov z raznih vrst in s kruhom. Dobrote so darovali meščani Brežic in okrajno zastopstvo. Se pravi, takrat so bili zelo veseli teh povratnikov in so jim namenili tudi odlično glasbo. Glasbo, ki je bila seveda zagotovo drugačna, kot jo poslušamo danes,
druge skladbe so igrali, drugačna je bila tudi zasedba, ni bilo teh mladih deklet v prvih vrstah, zagotovo ne v tistih časih, to so bile fantovske, moške godbe, ampak vse se je tudi skozi 17 desetletij spremenilo in danes in od takrat je godba zaznamovala življenje številnih kapelcev in vseh, ki stopili v korak s to godbo, bila vpeta v mnoga življenja domačinov in vseh tistih, ki so prišli v stik z njo, tako tudi kot mi ta večer. In hvala, da ste tukaj. Sedaj pa vabim dirigenta Sebastiana Borovšaka, da se mi pridruži, da mu vi namenite aplavz. Moja naloga je pa še, da vam predstavim program. Ir Duke, Stevie Wonder, z aranžmajem na Hiro Ivaju, malo težje mi to prebrati, super hits 70-ih, Larry Clark, Leroy Anderson, Typewriter, Ljubezen in hrepenenje Avsenikova, kjer bo solist na baritonu Tilen Klaužar, Ostanimo prijatelji, tudi Avsenikova in zadnja Slovenija, kjer bo vokalni solist Marko Fekuš, pihalni orkester kapele in seveda z dirigentom Sebastianom Borovšakom.
Najlepša hvala tudi pihalnemu orkestru, kapele, dirigentu Sebastianu Borovšaku. Jaz bom še prosila, da nam bojo sedaj malo dajali kuliso, še za ta zaključni del z zahvalami in kratkimi nagovori. Dr. Ivanka Počkar, ki je desetletja raziskovala posavsko dediščino in pripravila tudi predloga za vpis obeh godb v register nesnovne kulturne dediščine, je tako zapisala, navajam njene besede. Njunim delovanjem se že 100 in 170 let izkazuje zavest o krajevni in pokrajinski istovetnosti. Godbi sta sestavni del cerkvenih, državnih, političnih, delovnih in osebnih praznikov. Z njima se razvija in raste glasbena kultura posameznikov in skupnosti v kapelah, ločar ter bližnjih in daljnih krajih. Konec navedka. Poti po domačih in tujih krajih podpira seveda tudi občina Brežice in naš župan Ivan Molan, pa ga prosim, da na kratko pozdravi obe godbi. Drage godbenice in godbeniki, spoštovani obiskovalci, letos oziroma vsako leto oktobra praznujemo občinski praznik in občinskem prazniku se veselimo raznih pomembnih dogodkov, obletnic, prireditev, investicij in še marsikaj. Seveda, letošnji praznik je drugačen, predvsem nas je nekako zaznamoval tale virus, vendar me veseli, da kljub vsemu nekako vztrajamo, da skušamo z njim živeti in da tudi organiziramo določene prireditve. Sigurno je to tudi zasluga, da imamo močno občino, da imamo tudi takšne prireditvene prostore, kot je ta grad, v katerim smo postavili tudi ta šotor, čeprav verjamem, da je bistveno v omejenem številu se zbiramo na teh prireditev, vendar prav, da jih je, kajti verjamem, da bi bilo res žal vsem nam, da nismo imeli priložnosti slišati tako lepih nastopov, kot smo jih danes, ali pa kdaj drugje pri drugih ali orkestrih ali pa pevskih zborih. Zato sam osebno seveda čestitam
tako godbenikom iz Loč za 100 let delovanja, kako tudi seveda iz kapelam za 170 let. Verjamem, da bomo še imeli priložnost velikokrat, da se bomo srečali, mogoče v večjem številu in pa seveda tudi brez manj omejitev. Vendar danes bi vam pa samo izrekel, da vztrajate naprej, ne glede na to, kar nam predpisujejo, kajti dejansko tu je pomembno, da gremo naprej in seveda, da nekako tudi premagamo ta virus. Glede na to pa, da je ta mesec tudi občinski praznik, pa vsem vam čestitamo občinskim praznikom in želim vse dobro, predvsem pa, tako kot si velikokrat zaželimo, veliko zdravja in vsega lepega. Hvala lepa. Zdaj pa k sebi vabim dva Ivana, še dva Ivana. Ivana Kovačiča in Ivana Ureka, predsednika. Najprej seveda pa tudi oba tista, ki sta omogočila današnji večer, se pravi dirigentko Anito Kiralj in dirigenta Sebastiana Borovšaka. Da vajo imamo manjše darilce. Oba dva dobita eno tak eko-bio zglavnik za napoti za podobo iz Viteške dvorane, da boste lažje spala. Torej, res sem vesela in počaščena, da smo na tem dvorišču slišali naši dve godbi, da smo govorili o teh dveh zgodbah, ki sta prepleteni, ki sta posamezni, a hkrati tudi skupni. In vesela sem, da odlično sodelujemo tudi z obema predsednikoma, z Ivanom Urekom in z Ivanom Kovačičem. In sem jima hvaležna, da smo to najbrž zadnjo tako obsežno prireditev poletno, bom rekla, speljali tukaj pod tem šotorom, tako kot je rekel naš župan. Bi si želeli, da bi omogočili večjemu številu ta obisk, ampak je, kar je, in prav je, da ne obupamo, in prav je, da smo zadovoljni, da lahko tudi to naredimo, kar lahko naredimo. Tako da hvala obema godbama, hvala tudi obema predsednikoma. Zdaj pa je beseda malo vajno, ne preveč. Županci so prav lepo pozdravljeni. Mislim, da sem dolžen reči, torej, hvala za vašo korajžo, hvala gospe Alenki in njenem strokovnem timu iz Brežiškega posavskega, našega posavskega muzeja, kajti po njihovi zaslugi naša kapelska muzika v 10 letih tiska že drugo knjigo, toliko novih podatkov. Torej, Alenka, hvala tebi in tvoji ekipi. Vi, spoštovani obiskovalci, pa dobrodošli. Upam, da bomo speljali tako kot nocoj 20. decembra na svečani koncert ob 170-letnici skupaj z slovenskim oktetom. Torej, dobrodošli, bodite korajžni tudi ta dan. Alenka, hvala. Dovolite tudi, da se jaz v imenu Gasilskega pihalnega orkestra Loče zahvalim naši zvesti publiki, seveda lep pozdrav tudi gospodu županu, našim pokroviteljem in vsem, ki nas radi pridete poslušati. Zaradi te korone smo omejeni in zadovoljni smo, da smo napolnili te stole, ki so nam jih omogočili, drugič pa res mogoče boljše. Tudi jaz bi se najlepše zahvalil Alenki Černelič-Krošelj za njeno idejo in za organizacijo tega današnjega koncerta, ki smo se lepo imeli in upajmo, se rečem, da bo še kdaj. Da pa ne pozabimo, imamo pa gor tudi razstave, ki jo pa mogoče še Alenka na koncu kaj več od tega povedala. Tako, jaz pa tudi eno skromno darilo. Smo že junija, ko smo odprli razstavo od Vaške godbe do pihalnega orkestra, ki smo jo pripravili skupaj, se pravi s kapelskimi godbeniki, kjer bi se eno rada povedala, da so se z razstavo še posebej potrudili Simona Krošelj, Sabina Kramar-Rožman in Ivan Urek. Potem, če se spomnite, septembra so bili tukaj drugi kapelci, tisti, ki popevajo že 100 let
In tudi oni so imeli občasno razstavo na dvorišču, njihova knjiga, njihova publikacija ob tej obletnici pa je na voljo tudi v naši muzejski trgovini, tako da si jo lahko privoščite za branje danes recimo na mesto štrudla. Potem pa so ta teden, torej kapelsko razstavo, objeli Dobovčani. Od četrtka Dobovske mažoretke v malem auditoriju, ki so stare komaj 20 let, pa že imajo razstavo, vabim vas pa tudi na ta obisk, se pravi na razstavo. Lepo noč.